ti goljufi, ki kličejo za investicijske goljufije, ne znajo govoriti slovenski jezik, v bistvu z nekim vzhodnjaškim naglasom ali pa v srbohrvaščini, in že v samem začetku običajno poznajo ime tistega, ki ga kličejo, zato tudi spodbudijo neko pozornost večjo, in v samem začetku obljubijo nek dobiček iz naslova investicije v kriptosredstva. Ljudje to verjamejo, da bodo dobili nekaj tisoč ali pa 10 tisoč evrov na bančni račun, pri čemer goljuf želi, da na telefon namesti aplikacijo, ki bi naj omogočala izplačilo teh sredstev. V bistvu vsakdo, ki ima na mobilnem telefonu spletno banko, je potem ranljiv, če si namesti tako aplikacijo, ker taka aplikacija ne omogoča izplačila sredstev, temveč omogoča nadzor nad telefonom. Se pravi, to so aplikacije, ki omogočajo oddaljen dostop do vašega telefona, na tak način potem storilci pridejo v spletno banko in odtujijo vse, kar je na voljo. V bistvu v policiji zaznamamo vedno več tovrstnih storitev, da storilci želijo nadzor nad vašimi spletnimi bankami, da lahko odtujijo vse, kar je na voljo, ker v nasprotnem primeru pred leti smo obravnavali več takih, ko so mogli nagovarjati žrtev, da nakaže sredstva, se pravi, da gre žrtev sama v spletno banko ali pa na bančno okence in izvrši neko nakazilo. Zdaj danes je več ali manj takšnih spletnih goljufij, ko storilci pridobijo dostop do spletnega bančništva in potem odtujijo vse, ali pa pridobijo podatke plačilnih kartic in jih zlorabijo. Tako da v tem delu opozarjamo, da kadar dobite tak klic, da se je vaša investicija v kriptosredstva obrestovala, takoj prekinite, predvsem pa ne nameščajte ničesar na vaše mobilne naprave, ker v naslednjem koraku boste brez vseh sredstev, ki so na voljo. Ne samo to, kadar pridejo v spletno banko, lahko vidijo številke vaših plačilnih kartic, kreditnih kartic, ki so na voljo, lahko najamejo kredit v vašem imenu brez obiska banke, na primer. Tako da res pazljivo pri nameščanju česarkoli, tako na telefon, kot pa tudi na računalnik.